Spoštovane občanke in občani občine Kranjska Gora, lep pozdrav iz naše čudovite, s soncem obsijane Planice tukaj pod Poncami. Nažalost, dan ni tak, kot bi mogel današnji dan biti. Začetek svetovnega prvenstva v smučarskih poletih tukaj v dolini pod Poncami je zamenjal precej bolj črn scenarij. In moram vam povedati, da je prav na današnji dan gospod Srečko Šestan, poveljnik Republiške civilne zaščite, izdal odredbo o aktivaciji zavodov izobraževanja in športa za potrebe namestitve zdravstvenih delavcev, policije in enot civilne zaščite v primeru potrebe. In prav pod to padejo tudi naši objekti v Planici, Kranjski Gori in glejte, stvar zgleda, da je taka, da moramo biti pripravljeni na vse, pripravljeni moramo biti delovati samozaščitno, seveda pa tudi pomagati in ostati človeku človek. Predvsem moramo pa vedeti, da tudi mi smo lahko jutri, pojutrišnjem v istem ZOS-u, v istem situaciji, kot so danes okuženi oziroma potencialni okuženi. Mi smo pač ljudje, ki moramo to razumeti in seveda tudi pomagati. Občina Kranjska Gora do današnjega dneva nima nobenega okuženega, lahko smo veseli vašega sodelovanja, vaše samozaščitne drže in upam, da tako tudi ostane. No, majčkeno za popestritev, pa kljub vsemu fantje v Planici vidimo, da niso obupali. Tukaj pod skakalnico za mano se z teptalcem pripravlja sneg za potrebe poletne te pripravljalnice za tekmovalce tukaj pod objektom v Planici in se bo transportiral v to garažo, ki jo uporabljajo tukaj fantje za priprave poletne. Jaz verjamem, da se do tega poletja zadeve normalizirajo in da bo ne samo Planica, da bo cela naša občina, gospodarstvo, turizem v občini, ne nazadnje v Sloveniji in tudi okrog nas v Evropi začel normalno teči, da se bomo vrnili v stare tirance in da bomo pozabili na ta čas, ki nas je presenetil, po drugi strani nas je pa prizemljil, nas je streznil in nam pokazal, kako močna je narava in kako nemočni smo mi, v bistvu ljudje, ki smo hoteli iz te narave potegniti preveč. In seveda, poglejte, jaz mislim, da je vse skupaj en tak lep pokazatelj prav ta čas. Ampak ne glede na to, ravnajte samozaščitno, bodite doma, ostanite v svojih domovih in skrbite za svoje najbližje, posvetite se družinam in ne nazadnje, najbolj važno, ostanite zdravi. Stojim na mejnem prehodu Rateče, ki je od današnjega dne zaprt. O polnoči je po dekretu Vlade Republike Slovenije zaprt tudi mejni prehod z Ratečem, se pravi, ostaja pa na urgenco kmetijskega ministrstva odprt dvolastniški del prehoda za prehajanje rateških dvolastnikov, ki bodo tako lahko obdelovali in v bistvu vzdrževali svoje kmečke površine in gozdne v sosednji Republiki Italiji. Novost današnjega dne je tudi zaprtje meje z Republiko Avstrijo v nočnem času, tako da se mejo da z Republiko Avstrijo preiti samo v dnevnem času od 5 zjutraj do 10 zvečer, po noč pa je ta mejni prehod zaprt. Vsi, ki so zaposleni na drugi strani meje, se pravi v Italiji, so se soočali že včerajšnji dan zvečer in danes zjutraj z problemi in jaz upam, da so uredili tisti, ki so si našli namestitve v Italiji, da so kar ostali v Italiji ta čas.
tisti pa niso, da so si pač zrihtali prosto, tisti, ki kljub vsemu v Italiji še delajo na takih delovnih mestih, ki so pač potrebne in ki so še odprta. V Avstrijo pa se za naše zaposlene ta moment prehajati še da, tako da je to urejeno.